Obisk vrstna seveda ne gre brez Simona Gregorčiča. Pa veste, da pesnik ni pokopan ne na Vrsnem, ne na Goriškem, pač pa v sosednji vasici Libušnje, pri Svetem Lovrencu, odkoder že 106 let gleda v domačo vas. Na Vrsnem ostaja njegova rojstna hiša, po domače pri Pomolču, ki ob 60-letnici pesnikove smrti bila preurejena v muzej. Pritlični del je urejen kot etnološka zbirka. V prostor vstopi iz zunanjega prostora v kuhinjo, ki je bil delovni prostor za pripravo hrane in tudi za moške, za popravilo rodi, z pomožnimi shrambami, kletmi in povezavo z hlevom štalo. V zgornje nadstropje, v nekdanje spalnice in na gang vodijo zunanje stopnice. V enem prostoru je prikazano kot življenjska pot, življenje in delo, najpomembnejši poudarki in sodobniki. V drugem prostoru pa vpliv dela pesnika Simona Gregorčiča na ljudi in življenje. Sprehodimo se po vaških gasah in poskušamo najti sledi stare vaške arhitekture. Pot nas pripelje do zanimivega pomnika iznajdljivosti vrstncev. Štand je bil za spuščanje bremni, rečemo mi, senožet, in sicer seno in drva, vse, pač kar so imeli za spraviti v dolino. Pogled pa seže tudi na naravno zanimivost, Gregorčičev slap. V teh globokih grapah jih je veliko, vsaj 15, pravijo poznavalci, vendar cilj je Brinta, najmogočnejši med njimi. Z Krnskega pogorja se v dolino spuščajo številni divji potoki in hodurniki, padajo čez visoke stene in ustvarjajo številne slapove, kot sta Gregorčičev slap in Brinta. No in to je Brinta, ki pada v globino kar 104 metre in je 7. največji slap v Sloveniji. Kaj bi lahko rekli o teh slapovih pod Vrsnom? So to speče lepotice? Ja, to je verjetno kaj najboljša karakterizacija. Ti slapovi pod Vrsnom so izjemni potencial, ker so izjemno atraktivni, izjemno zanimivi, spadajo med največje in najbolj vodnate v Sloveniji. Do slapov sicer vodijo poti, ki pa niso vzdrževane. Problem teh slapov je, da so zelo težko dostopni. Ta trenutek samo za izurjene planince, bi rekel, tiste, ki so vajeni hoje v brezpotju in na izpostavljenih terenih, in seveda bi projekt ureditve dostopa do teh slapov zahteval relativno velika finančna sredstva, ampak glede na veliko atraktivnost bomo ta problem prej ali slej rešili. Do takrat pa tistim, ki niso vešči hoje po grapah, podarjamo posnetke, ki pa le stežka pričarajo pravo razpoloženje v tej divjini.